Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. Tokrat ena tema, ki se vrača, in potem eno vprašanje, ki bo v bistvu vprašanje za vas, čeprav je vprašanje, ki sem ga jaz dobil. V bistvu je tak inception, mislim, da se temu strokovno reče. Ja, že spet o e-bralnikih in branju slovenskih e-knjig, ki si jih sposodimo v knjižnicah. Res hvala vsem za odzive, pa predvsem to takoj na začetku povedal. Hvala Klemnu in Miti, ki sta se oglasila na Discordu, pa mi posredovala par informacij. Pošiljnica mailov, da sem lažje potem postavil vprašanja naprej. Zdaj, napreden začnem, kot vedno v zapiskih je povezava do Discorda, pridite, in pa povezava do obrazca Vprašaj Anžeta s klicajem, kjer lahko postavite vprašanja in potem jaz skušam najti odgovore. Tako da še enkrat hvala vsem, ki ste pisali tudi o tej temi. Jaz sem zdaj, mislim, da je 2-3 epizode nazaj naredil epizodo, na kaj paziti, ko kupuješ e-bralnik. In sem takrat rekel, da obstaja neka taka čudna situacija v Sloveniji, če si hočeš v knjižnici izposoditi slovensko e-knjigo in jo potem brati na e-bralniku, ker do zdaj je to počel Biblos, a zdaj tega ne počne več. Zdaj, jaz sem mogoče na koncu dotaknil cele te sage, kako je Biblos obstajal, pa Beletrina, pa tem knjižnice na drugi strani, kaj so se zmenili, česa se niso, predvsem o komunikaciji vsega tega, kjer si upam kaj povedati. Ampak to res ne bo fokus te epizode. Fokus te epizode bo, kaj zdaj. Ker Biblos je s 1. junijem prenehal izposojati e-knjige, to je zelo grobo rečeno, ampak to je res nov sistem, ki se je zelo omenjal kot Kobis Ela, ki ga dela pa Izum iz Maribora, to je Inštitut informacijskih znanosti, naj bi pa zaživel v drugi polovici junija. In potem sem jaz nekako hotel vedeti, kdaj točno to bo, ker je res kar nerodno, da tik pred poletjem, se pravi med 1.6. pa recimo 17.6., kar je zdaj uradni datum, pa si nihče ne more izposoditi slovenske knjige, kar je kar slabo. To ni ok. Zdaj smo v tej mrtvi coni, si bom sposodil frazo, ki jo uporabil nekdo, ki ga boste na koncu mogoče slišali. Tako da jaz sem tukaj res osredotočil na par vprašanj. Kaj točno je Kobis Ela, ta novi sistem, ki ni čisto sistem, bom razložil. Kako si bomo sposojali knjige, pa na katerih e-bralnikih se bo dalo brati te knjige. Na ta 3 vprašanja bom pač skušal odgovoriti. Zdaj, kje sem jaz dobil te informacije? Tako bom rekel, na spletu niti ne, ker jih je zelo malo, so napisane zelo konfuzno, oziroma res komunikacija je mogoče več v tem na koncu. Ampak dej gremo. Kaj točno je Kobis Ela? Jaz sem poslal par vprašanj neposredno na Izum. Moram reči, da so se mi zelo dopadli, ker uporabljajo Giro. To je zdaj taka zelo tehnična reč, ampak ker je to pač tehnična podpora, bom to vseeno omenil. Pač uporablja en ta sistem, ki je v bistvu za organizacijo dela, ko pač pošleš mail, dobiš nazaj to, da si odprl tako imenovani tiket, kar se mi kar dopadlo. Jaz sem jih seveda potem vseeno klical, ker so bila to novinarska vprašanja, da prosim, če mi lahko odgovorijo, in sem odgovoril. Tako da, ampak ja, sam fajn se mi je zdel, ker je ponovadi, ko novinarji pošiljamo reči na te info-maile raznih inštitucij, zelo redko je tam nek sistem v zadnji. Ponovadi je to sem nek človek, ki to bere in potem forwardira relevantnim ljudem. Tako da, to se mi je zdelo fajn, sem rekel, da bom omenil, dosti nakladanja, zdaj pa naprej. Odgovorila mi je Janita Tacar Slana, ki je vodja oddelka Kobis 3 aplikacije. To najbrž v organigramu Izuma nekaj pomeni. V glavnem človek, ki ve, kaj govori, ko govorimo o teh rečeh. In sem vprašal naslednjih par vprašanj in bom kar odgovore, jih bom jaz prebral, bom vedno povedal, kdaj je to odgovor, kdaj jaz sprašujem, da ne bo preveč konfuzno, ampak vseeno. Sprav, kaj točno je Kobis Ela? Jaz sem vprašal, ali bomo mi, bralci, spravi končni uporabniki tega, se kadarkoli upisovali v Kobis Elo? In je odgovor seveda ne, ker Kobis Ela je ta sistem, ki je vzpostavljen strani Izuma za knjižnice in pa za založnike, da bojo noter vnašali knjige, kopije e-knjig, povedali koliko. Založnik bo rekel, to knjigo vam damo na izposojo, damo 27 izvodov in potem se bojo knjižnice odločale, mi pa to knjigo imeli, bomo vzeli 5 izvodov, recimo, to se zelo na pamet govorim. Ampak ja, Kobis Ela je samo v bistvu kao blagovna znamka od Kobisa, ko boš ti v Kobisu iskal in boš videl, e-knjigo ponuja ponudnik Kobis Ela, še rekel, to se da pa sposoditi kot e-knjigo. Se pravi, nas končne uporabnike Kobis Ela zanima samo toliko, da ko bomo iskali knjige in bo pisala Kobis Ela, to se da pač izposoditi. Ni pa to nikakršna aplikacija, ne bo tudi spletna stran, kamor boš v tem hodil. Tega pač ni. To je mene tudi, nisem nam rekel presenetilo, ampak glede na to, kako je bila ta reč komunicirana do zdaj, saj iz mojega vidika je res izpadlo, kot da bomo dobili kobisela.si, tako kot je prej bil Biblos.si. Pa če prav razumem, to ne bo res. Ker odgovor, ki sem ga dobil, drži, aplikacija Kobis Ela je namenjena zgolj založnikom in bralci do nje ne bodo mogli dostopati.
Okay. Zdaj, kako si sposojamo te knjige, še primo najprej tisto vprašanje, ki me je najbolj zanimalo, pač kateri bralniki bodo dejansko podpirali branje teh e-knjig preko ponudnika Kobisela. In najkrajši odgovor na to vprašanje in tisto, kar je najbolj pomembno vedeti pri vsem tem je, da so to e-bralniki, ki jih žene Android. Se pravi, vsi e-bralniki, kot sta recimo Kindle in Kobo, pa še kakšen se najde, ki jih ne žene Android, se pravi operacijski sistem Android, ne bodo mogli v oklepajih legalno brati teh e-knjig. V te podrobnosti ne bom šel, ker je tisto kraja in knjig se ne krade. To sem že takrat rekel v prejšnji epizodi, tudi zdaj bom to rekel, ne tega delati. Zdaj pa, vsi ljudje, ki so si v vseh teh letih recimo kupili Kobota in mirno brali knjige izposojene v slovenskih knjižnicah, tukaj, in to je pa res strokoven izraz, ki ga redko uporabljam, zvisijo. Drugače se tega ne da reči, ker pač Kobo ne podpira Androida. Zdaj, zakaj je tukaj Android tako pomemben? Zato, ker sistem zelo v grobem, ki ga zdaj uporablja pač Kobi iz knjižnice Izum, deluje tako, da potrebuje pač odjemalca neko aplikacijo za branje in tukaj se potem začne ta malo zmeda z vsemi temi imeni, ne, ker to ne bo še enkrat aplikacija Kobisela, ki jo boš ti namestil na svoj e-bralnik, neki ima Android in potem tam bral. Ne, gre za aplikacijo Kentuk by Aldiko, res izjemno ime. In se jo potegne iz Google Play Store še enkrat na bralnikih, ki jih imajo Android. To je tisto, kar bi res danes vsem rad povedal, ker sem zdaj dobil potrjeno. Zdaj pa, jaz sem potem vprašal, na katerih bralnikih se bo to bralo. Zdaj prebral cel odgovor, samo zato, da ga imamo, pa potem mogoče še kakšno reč rekel. Testirali smo zgolj Onyx Books e-bralnike. Na teh bralnikih aplikacijo Kentuk by Aldiko lahko namestimo iz Google Play. Uspelo nam je usposobiti Biblosov bralnik Inkbook, to so pa tisti e-bralniki, ki jih je Biblos neposredno prodajal. Imajo pa te e-bralniki to težavo, da včasih na njih tečejo starejše različice Androida in so se tukaj pač pri Izumu očitno vsaj toliko potrudili, da so usposobili to aplikacijo še enkrat Kentuk by Aldiko, ki bo zmožna brati te knjige sposojene preko novega sistema, tudi na teh e-bralnikih starejših in tudi nekateri imajo res tako staro verzijo Androida, da bojo dali na spletno stran, ko bo šla zadeva v živo, navodila in pa datoteko.apk, se pravi, to je taka namestitvena datoteka, kako si namestiti mogoče na starejše te Inkbook bralnike, to aplikacijo, da boste lahko ljudje naprej brali. Zdaj, če zelo na hitro povzamem, ljudje, ki ste brali na Biblosu in ste uporabljali Inkbooke, imate neko upanje, da bojo zadeve delovale tudi zdaj. Kako okorno bo tisto nameščati, ne vem, bojo navodila napisana, ampak se bo dalo. Sprav, odpadajo dejansko ljudje, ki so prej imeli Kobote, kar je kar žalostno, zato ker Koboti so res, kar se e-bralnikov tiče, vse v mojem mnenju, pa sem jih res veliko sprobal, enih boljših, in pa ostali, ki pač jih ne žene Android. Tako da ja, to je kar žalostna novica, po pravici povedano. So mi pa potem tudi napisali, da seznam bralnikov, ki bodo omogočili branje e-knjig ponudnika Kobisela, bomo pripravljali sproti, glede na povratne informacije od bralcev. Ne. Zato, ker jaz to čisto razumem, tega, ker teh e-bralnikov je res malo morje na svetu. Dosti jih dejansko žene Android in potem bo treba videti, katera različica Androida je, ali potem ta aplikacija Kentuk tam deluje, ali lahko potem človek bere. Ne. Tako da jaz upam, da bojo to res tako ažurirali, pa da boste ljudje jim res pišite, ker so očitno večinoma odzivni. Tudi e-mail imajo ta info na izum.si, so bili saj do mene zelo odzivni, pa si predstavljam, da bojo veseli kakršnekoli povratne informacije. Ampak ja, tisto dejstvo, ki pa ostaja, tisto, kar sem nekako namigoval že v prejšnji epizodi, je pa to, da vsi s Koboti, ja, ne vem točno kaj reči, lahko več ali manj samo s kolebnicami skačemo, kar se teh knjig tiče. Evo. Naslednja reč, ki me je zanimala, kje se bomo potem ljudje izposojali te knjige, če Kobisela ne bo Kobisela.si, tako kot je bil recimo Biblos.si. Tukaj je v bistvu zelo dobro novico, kar se mene tiče, ker se bo to pač počelo preko portala Kobis Plus oziroma mobilne aplikacije M-Kobis. Spravi, ti bo šel, tako kot bi si hotel sposoditi fizično knjigo v Kobis Plus, upisal naslov knjige, ti bo tam ponudila, ta knjiga je na voljo tudi kot e-knjiga ponudnika Kobisela in boš tam to poklikal in potem se bo zadeva prenesla na tvoj bralnik, kjer boš tudi upisan v to knjižnico. Zdaj, kako točno bo ta veriga potekala? Jaz sem sicer dobil en tak zelo tehničen opis, ki si ga jaz sicer mogoče znam predstavljati, ampak res, dokler tega ne bomo videli v akciji, bi rekli Američani, si ne upam reči, ampak ja, jaz mislim, da bo šlo relativno za kar eleganten postopek. Predvsem se mi zdi pa res super to, da se bo to dogajalo v Kobisu Plus, kjer je že tako vse, kar je
knjižničarskega, če je to beseda. Recimo, to se mi je zdelo pa zelo super. Tukaj je še ena taka zelo mini podatek. M-Kobi, se pravi ta aplikacija na telefonih se bo konec naslednjega leta počasi poslovila, ker bojo Kobis Plus, ki zdaj res gleda kot Alta Vista, bodimo iskreni. Kobis Plus na spletu, v brskalniku, na računalniku zgleda kot nekaj iz leta 2006. To za tem stojim, ampak očitno delajo nek redesign, ki bo prilagojen mobilnim napravam, kar se mi zdi dosti super, ker potem ni treba neke aplikacije vzdrževati, tako kot zdaj je treba vzdrževati M-Kobis, ker se mi zdi to čist pozitivna reč, da se bojo M-Kobisa znebili, pa se bo vse delalo na spletu. Ampak že, vse si že povedal, ampak kdaj se bo vse to zgodilo? Jaz bi rad bral, Poševnica brala, ker bo poletje, ker imamo vsake 2 dni celo malo sonca. 17. junij, to je bil dejansko uraden datum, ki so mi ga dali. 17. junija ne bi se vse to začelo. Jaz sem dal zdaj v zapiske par reči, zdaj bom šel v to komunikacijo, ampak vseeno. Zdaj, Biblos je ljudem poslal mail, jaz sem ta mail videl, super, poslali so ga res, mislim, da 1.6., ko se je to nehalo, mogoče en dan prej. Ko greš na biblos.si, nikjer ni novice o tem, kar se mi zdi noro. To se mi zdi noro, da na spletni strani nikjer ni napisano, da kaj se dogaja. Pač na biblos.si. Ta trenutek, to jaz snemam, bom kar povedal, v četrtek zjutraj, nič ne piše še vedno. Piše pa seveda na njihovem Facebooku. Sem dal tudi povezavo do tega, kjer pač Biblos pove, kaj točno se je dogajalo, oziroma Beletrina. Beletrina je seveda vmes dala ven Beletrino Digital, neko naročniško platformo, kjer se bo tudi dalo brati knjige. Veliko sreče s tem, ali kaj ne rečem, ampak ja, res, taka zelo čudna situacija. Še enkrat, jaz res ne bom šel v te neke povezave, zakaj Biblos ni več dobil knjig od knjižnic in vse te, to mene res ne zanima v kontekstu te oddaje, mene bolj zanima končni uporabnik in kakšna je naša izkušnja in pač dejstvo je, da imamo zdaj to mrtvo cono, res mrtvo cono, kjer dobra 2 tedna pred poletjem si je zelo težko oziroma nemogoče sposoditi slovensko e-knjigo. Kar je kar slabo. Zdaj, ali je kriva Beletrina, ali so spali v izumu, me je to dosta vseeno, res po pravici povedam. Ja, kar slabo za bralce. Mislim, da je kar upravičena tako jeza na naši strani, zdaj govorim naši kot vsi mi bralci, da se ta prehod ni nekako bolj elegantno speljal. Zdaj pa za konec še ena reč, naprej grem na vprašanje. Ko so mi odgovarjali, so rekli, da so testirali večinoma te Onyx Books e-bralnike. Jaz mislim, da enega enkrat imel v roki, tako zelo po spominu to govorim, in sem rekel, jaz moram vsaj kakšen ta bralnik videti. In sem najdel naključnega človeka, ki ima 2 Onyx Books bralnika in sta se dobila na kavi v Ljubljani in sem ga potem zelo na hitro posnel, tako da zdaj boste slišali 40 sekund z nekim človekom, ki ima 2 Onyx Books bralnika in najin zelo kratek pogovor, ampak moram reči, zdaj napreden to spustim, bom pa rekel, da ja, sem ga vzel v roke in so pač res čisto ok e-bralniki, ki jih pač žene Android, tam gor je Google Play Store, tisti, ki imate Androidne telefone, to poznate, tako da boste lahko namestili to aplikacijo Kentuk by Aldiko, kjer se potem upišeš v to knjižnico in se potem to sinka s Kobisom in dobiš knjigo gor. Tako da ja, jaz res upam, da bo ta veriga tako elegantno delovala, kot sem jo prej in zdaj omenil, ampak dokler ne bo 17. junij in gre ta zadeva v živo, pač ne bomo vedeli. Tisti, ki ste testirali, ker vem, da nekateri, ki torej poslušate, Klemen, vem, da ste testirali ta sistem, povej prosim, kar v Discordu mi napiši ali pa na mail, če sem kje mimo brcnil. Tako da jaz se kar veselim tega 17. junija. Zdaj pa ta 40-minutni posnetek s tem naključnim človekom, ki ima 2 Onyx Booksa, potem pa še vprašanje, ki je Inception vprašanje na tehnični podpori. Evo, posnetek. Sedim z naključnim človekom, ki ima 2, če prav razumem, Onyx Booksa, 3, 2 Onyx Booksa in še en e-bralnik. Človek rekel, da si morda celo strokovnjak za e-bralnike in me zanima, kako si zadovoljen z Onyx Booksi, ker očitno se bo preko njih dalo zdaj brati po novem, preko založnika oziroma ponudnika Kobis Ela slovenske knjige. Vmes se je že zdelo, da je to zgrešen nakup, ampak zdaj opažam, da je bila dobra investicija, glede na to, da bom lahko bral. Imam enega malo večjega, ki ima celo barvni zaslon, tako da lahko berem tudi stripe barvne. In enega malo manjšega je po obliki telefona. In z njim sem zelo zadovoljen, ker lahko berem med hojo. Sem član kluba hodečih bralcev in sem samo jaz član in ne zbiram novih članov. In z njim sem zelo zadovoljen, ko mi čakam, da bo to sposobljeno, ker še ni. Tako da zdaj smo v mrtvi coni neizposojanja knjig.
Pa tako, si tudi tako z črnilom zadovoljen, z osveževanjem, vse pa USB-C se polnijo, če prav razumem. Ne? USB-C se polnijo in z osveževanjem, če nisi zadovoljen, imajo poseben gumb, da ga lahko osvežiš sam, ko si zaželiš. Pa še to povej, kako ti je ime in kaj počneš? Jaz sem Žan in sem samostojni podjetnik, SP-ovc. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Evo, hvala temu naključnemu Žanu, ker mi je prinesel te naprave v roko, da sem si sploh upal reči, da so vsaj približno ok. Res so. Zdaj pa v vprašanju. Kje lahko postavite vprašanja? V obrazcu vprašaj Anžeta, klicaj, ki je v zapiskih, tam je tudi povezava do Discorda, pridite, se bomo pogovarjali, da mi lahko poveste, če sem kakšno neumnost rekel in vse ostalo. Tako da ja, zdaj pa vprašanje. V bistvu sta dve vprašanji, ki sem jih dobil, se mi zdi zelo zanimivi. Postavila sta jih Andrej in Gašper, tako. Zdaj ne bom obeh prebral, ker sta oba isto spraševala, ampak eden je spraševal za iOS, se pravi za Appleove telefone in pa za Androidne telefone. In je v bistvu zanima me, katero OCR orodje za skenerje dokumentov, ki pač potem zna slovenščino, zdaj združujem te dve vprašanji, je fajn za Android in pa za iOS. Omenjali so se brezplačne aplikacije plačuje. Jaz bi vseeno pa vam, ljudem, ki poslušate, ti, ki zdaj poslušaš moj glas, bi vas vprašal, ker mene tudi to zanima. Ker se s temi PDF-ji včasih bolj ubadam, oziroma PDF-ji skeni ubadam. In ja, me zanima, kakšne so vaše izkušnje. Se pravi, kar nas zanima, mene, Andreja in Gašparja in morda še koga, je, ali uporabljate kakšno dobro aplikacijo za skeniranje dokumentov, ki potem OCR prebere slovenščino in to spremeni v dokument, ki se ga da urejati potem na računalniku oziroma na telefonu. Se pravi, z iOS aplikacija, Android aplikacija, jaz bom tudi rekel, brezplačna ali pa plačljiva. Kam pa naj napišemo odgovore, sprašujete? V obrazec vprašam že ta sklicajem, kar ti ja noter napišete. Res me zanima, jih bom zbral na kup, pa potem povem čez kakšno epizodo 2, kaj ste vse priporočali. Ker res iskreno tudi mene zanima, ampak tako res, govorimo o dobrih aplikacijah. Ne id zdaj v App Store ali pa v Play Store, pa nekaj najdete, pa poslati. Nekaj, kar dejansko uporabljate, ste zadovoljni ali pa ste relativno zadovoljni, tako da dobimo nek taki jagodni zbor, če nam uspe. Evo, to je to za tokratno epizodo tehnične podpore. Hvala vsem, ki dajete ocene v Apple Podcast, tam vse preberem, res ful hvala, zelo vesel. Oziroma, kakšne zvezdice v Spotifyju. Dajte še kdaj objaviti na Instagramu, pa me potegajte v storju, jaz sem Anzeto, če poslušate slučajno ta podcast, ker mi to pomaga, potem lahko naprej delim. Poglejte, ljudje poslušajo. In ja, hvala za pozornost, hvala, ker ste poslušali. In pa ja, jaz ne vem, Onyx bukse začnite kupovati, ker imam občutek, da bojo mogoče šle cene gor v Sloveniji kmalu, ali pa tudi ne, to si ne upam napovedati. Jaz bom pa pač ustrajal na manj kobotu, slovenske knjige bom pa jaz, fizične, to je to. Hvala, ki poslušate. Reče adijo Anže.